LGBT+. Ali ste za ukinitev zakonodaje v Sloveniji, ki ne dovoljuje darovanja krvi moškim, ki so kadarkoli imeli spolne odnose z moškimi? Da, kajti to ni bolezen, če si gej, in seveda to lahko rešujemo. Seveda je večja nevarnost, da pride do kakšnih okužb, ampak z določenimi postopki seveda se lahko to prepreči. Ne, čeprav se sicer zavzemam za pravico ljudi do samoodločitve svobodne volje glede spolne usmerjenosti, ampak mislim, da je to stvar transfuziološke stroke in ne poznam problematike dovolj poglobljeno, ampak ja, mislim, da je to strokovno vprašanje. V tem primeru podpiram stroko. Kar stroka reče, to je pomembno. Ampak seveda, da je že bilo pred časoma to tudi uvedeno preko evropske regulative, je morda čas, da se ponovno razmisli o tem vprašanju. Da, vendar, če bi tako presodila tudi stroka oziroma v tem primeru zdravniki. Ja, treba je končati stigmatizacijo LGBT+ skupnosti na tak način. Ne. Seveda, ampak me je zelo neprijetno presenetilo, da takšna zakonodaja sploh obstaja, nisem vedel. Seveda, ker to nima smisla. To se rešuje drugače. Da, mislim, da ni potrebno, da razlikujemo ljudi take in drugačne, ker na koncu smo vsi pred Bogom enaki. Ne, nisem za spremembo te zakonodaje, ker menim, da je ta zakonodaja v Sloveniji dobro urejena. Da, smo za sprejem zakonodaje na vseh področjih, ki bo temeljila na enakopravnosti vseh, ne glede na spol, raso, veroizpoved, socialni standard, starost in spolno usmerjenost.